V klubu slovenskih podjetnikov nikakor ne odobravamo neodgovornega povečevanja državne potrošnje in posledičnega večanja proračunskega primanjkljaja, ki najedata slovenske državne finance. Zaradi primanjkljaja bo vlada vsakega državljana v 3 letih zadolžila še za dobrih 3000 evrov. Vsak državljan si lahko sam izračuna, koliko položnic bi lahko plačal s tem denarjem ali pa koliko obiskov trgovin za nakup osnovnih dobrin bi lahko opravil. Kot bi rekli doma, če bi v najboljšem finančnem letu mož ali pa žena rekla, letos bomo porabili pa še več, kot smo zaslužili in prihodnje leto bomo naredili enako, ker nam gre tako dobro. No, točno tako se obnaša vlada Roberta Goloba. Naslednje leto bo tako porabila 2,1 milijarde več, kot imamo. Prihodnje leto prav tako 2,1 milijarde več, kot bo prišlo v proračun. Da se kar troši in troši, kaže tudi to, da je vlada v prvih 8 mesecih letošnjega leta pridelala milijardo evrov primanjkljaja, medtem ko je bil v enakem obdobju lani proračun skorajda izravnan. Slovenija za konkurenčno tekmo potrebuje odgovorno fiskalno politiko. Z davki pobran denar pa naj vlada namesto v predvolilna darila usmeri v projekte z jasnim razvojnim učinkom. Trenutno pa imamo vedno večjo javno porabo in vedno nove vladne obljube.